V Novi Sloveniji smo se odločili za tiskovno konferenco zaradi vedno slabših razmer v slovenskem kmetijstvu in seveda tudi zaradi podpore Nove Slovenije kmečkemu društvu Nova Slovenija v volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, s čimer želimo tudi izboljšati prihodnost slovenskega kmetijstva. Saj je 7-letna vladavina ministra Dejana Židana slovensko kmetijstvo privedla na rob propada. Tega si nisem izmislila jaz sama, ampak so to besede vseh kmetov, ki jih v zadnjem letu srečujem po Sloveniji. Dejan Židan žal ni človek dialoga in je gluh zlasti za predloge malih in srednje velikih kmetij, ki pa so srce slovenskega kmetijstva in našega podeželja. Židanova težava je tudi ta, da ne zaupa v dobre namene pridnih kmečkih rok, zato na vsakem koraku uvaja številne kontrole, evidence in davčne blagajne, s katerimi duši kmete. Kmetje pravijo, da več časa porabijo za papirologijo, kot pa za delo na polju in v hlevu, in to je naravnost absurdno. Minister, namesto da bi se boril za kmete in boljše pogoje dela, ob vsaki priliki zadeve le še poostruje. Tipičen primer je ponovno rožljanje z višjim katastrskim dohodkom, ki bi ob morebitnem sprejemu sodu izbilo dno. O tem sem prepričana, o tem so tudi opozarjali slovenski kmetje na izredni seji v Državnem zboru. Dodaten dokaz, da minister Židan slabo vodi resor, je tudi popolna nepripravljenost Slovenije na ukinitev kmečkih kvot, negospodarno ravnanje s slovenskimi gozdovi in dopuščanja, da se za cestne povezave uničuje najbolj rodovitna slovenska zemlja. Če bo šlo še tako naprej, ni več dan, ko bodo kmetje zasedli Ljubljano in upravičeno zahtevali, kar jim pripada. To pa je predvsem pošten in spoštljiv odnos do ljudi, ki od jutra do večera delajo za to, da imamo na voljo kvalitetno in v Sloveniji pridelano hrano. V Novi Sloveniji tako te agonije slovenskih kmetov ne moremo več mirno gledati, zato smo se odločili, da pripravimo paket ukrepov, s katerimi želimo kmete razbremeniti nesmiselne birokracije in visokih dajatev. Avstrija nam je lahko zgled, kako lahko deluje kmetijstvo, če ga vodijo pametni ljudje, ki imajo občutek za podeželje in tudi za turizem. Ne vem, zakaj bi morali v Sloveniji izumljati neke nove načine kmetovanja, če lahko pametne rešitve in dobro prakso prenesemo k nam iz sosednjih držav, ki imajo podobno geografijo kot Slovenija. Naši ukrepi za oživitev slovenskega kmetijstva so naslednji. Želimo, da se spremeni dopolnilna uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijih tako, kot jo imajo urejeno v Avstriji, po zgledu Avstrije, da bi se prvi pridelava izvzela in uvrstila pod osnovno kmetijsko dejavnost. Želimo vrniti izravnalna plačila hribovskim kmetom, tako da se priznajo strmine in težki pogoji kmetovanja. Želimo korekcijo obstoječih ukrepov programa razvoja podeželja in javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki trenutno niso naklonjeni majhnim in višinskim kmetijam. Želimo ureditev trga veterinarskih zdravil, nabor dostopnih zdravil in njihova cena s poudarkom na področju čebelarstva. Želimo, da pri ugotavljanju katastrskega dohodka, da se uvede pravično in pošteno metodologijo, ter da se pri tem upoštevajo vse pretekle naravne nesreče, ki so nas prizadele. Želimo zmanjšati stalež divjadi in zveri v slovenskem prostoru na raven leta 1985. Populacija divjadi in zveri naj bo v takšnem nivoju, da jo bodo lahko lovci obvladovali in da bodo posledično škode nižje. V poslanski skupini Nove Slovenije bomo v jesenskem času vložili v Državni zbor tudi resolucijo o razvoju in ponovni oživitvi slovenskega kmetijstva. Več o samih ukrepih pa bodo predstavili tudi moji današnji kolegi.